V Ženevi je zaradi korone že drugo leto zapored odpadel eden najbolje obiskanih avtomobilskih salonov. Kar pa ni pomenilo, da so ženevski razstavni prostori samevali. No, v večini primerov sicer res so, a na enem od njih se je navkljub pandemiji in pod strogimi varnostnimi in zdravstvenimi ukrepi zgodil izbor za evropski avto leta 2021. Povsem neodvisni in samostojni izbor poteka že vse od leta 1964. Zato ga lahko brez težav označimo za enega najbolj prestižnih in priznanih v evropskem, pa tudi svetovnem avtomobilskem svetu. Letošnji izbor je zaradi pandemije bil jasno malce okrnjen, a vseeno se je v izbor uvrstilo 29 avtomobilov. V začetku januarja nas je 59 izbranih novinarjev iz 22 evropskih držav izbralo 7 finalistov. Zmagovalec pa je bil nato že 10. zapored razglašen na ženevskem razstavnem prostoru. Vsak žirant je imel na voljo 25 točk, ki jih je lahko poljubno razporedil med finaliste, pri čemer je lahko maksimalno število točk 10 podelil samo enemu avtu, točke pa je moral dodeliti vsaj 5 finalistom. Brez dvoma lahko označimo letošnji izbor za enega bolj zanimivih v zadnjih letih, saj se med finaliste uvrstil zbor izredno raznolikih avtomobilov. Prav vsem pa je bila skupna elektrika. Tako sta mesto med finalisti našla povsem električna Fiat 500e in Volkswagenov ID.3. Ob klasičnih pogonskih agregatih je lahko povsem električen tudi Citroen C4. Vsi ostali, torej Cupra Formentor, Land Rover Defender, Škoda Octavia in Toyota Yaris, pa so na voljo kot priključni ali običajni hibridi. Že na samem začetku glasovanja se je izkazalo, da bo boj neodločen vse do samega konca, saj so točke osvajali prav vsi avtomobili. Z glasovanjem skandinavskih novinarjev se je tehtnica nagnila seveda na stran električnih avtomobilov. Vmes so žiranti, ki prihajajo iz večjih evropskih držav, izkazali naklonjenost svojim avtomobilom oziroma znamkam, torej tistim, ki se izdelujejo v njihovih državah. Na koncu pa je svoje dodala tudi kupna moč v nekaterih vzhodnoevropskih državah. In rezultat? Lahko bi rekel, da je japonska natančnost premagala italijanski šarm in španski temperament. Yaris je premagal Fiat 500e za 16 točk, Formentorja pa za 17. Sledili so Volkswagen ID.3, Škoda Octavia, Land Rover Defender in Citroen C4. In kaj meni o osvojenem naslovu predsednik Toyote v Sloveniji? It's a huge achievement, huge achievement, and then even our president Akio Toyoda also sent already comment to us to praise all of the teamworks made by the development side and the production side and also sales side. These three of the teamworks finally achieved this most challenging and respected hours. So we all of the Toyota team are very much excited about this. Za konec naj odgovorim še na Andrejevo vprašanje. Sam sem največ točk podelil španski Cupri oziroma Formentorju. Druga dva moja favorita pa sta bila Toyota Yaris in Fiat 500e, s čimer sem v popolnosti glasoval za zmagovalni oder.